po poteh spomina in prijateljstva, kresovanje na predvečer praznika, Zbudi me za 1. maj, galerija pod Kozolcem, petelini zapeli na Marjeti. Lepo pozdravljeni v tokratni povsem praznično obarvani informativni oddaji. Turistično društvo Smlednik je tudi letos že 14. po vrsti na dan upora proti okupatorju 27. aprila organiziralo pohod po poteh spominov in prijateljstva. Po že znani trasi, ki vodi do 3 obeležij narodno-osvobodilnega boja v bližnji okolici Starega gradu, pa vse tja do Skaručne. Značilnost letošnjega pohoda – spet veliko udeležencev. Tokrat kar rekordno število pohodnikov, več kot 80, se jih je zbralo ob vodnem zajetju na poti na Stari grad. Zbir na mestu pohoda letos 14. po vrsti, prav na praznični dan v soboto 27. aprila. Tokratni praznik je bil pred letom 1992 poznan pod imenom Dan Osvobodilne fronte, od takrat dalje pa kot dan upora proti okupatorju. Veste, kakšen praznik je danes? Dan Osvobodilne fronte, ampak jaz sem slučajno prosta, zato sem na tem pohodu. Nisem zaradi praznika samega, ampak da bolj spoznavam kraj, v katerem že nekaj let živim. In ker je to organizirano, mi pa še organizator kaj pove. Ja, UEFA, ne? Ja. Dan upora proti okupatorju. Praznik je pač državni praznik. Praznujejo ga več ali manj borci in pa se pravi, mi imamo naslov po poti spominov in prijateljstva, tako da tlele zdaj nič namešamo, kako in kaj ljudje pridejo, malo za rekreacijo, malo tudi tako gremo okrog in počastimo tole zadevo pa je. Mislite, da mi mladi dovolj vemo o tem prazniku? Boste že še zvedli, če še ne veste. Ne, zdaj, ker se v šoli premalo učimo o tem. Če svoje vnuke pa to gledam, nič ne vejo. Spominska pot, ki se začne na poti na Stari grad in se nadaljuje po gozdu, mimo Senožetij in Mokrišč vse do Skaručne in po grebenu nazaj na Stari grad, je že stara, že dolgo nazaj ohojena in označena pot iz 70. let prejšnjega stoletja in ena prvih na področju občine Medvode. Tudi letos je bila trasa pohoda enaka. Pot je enaka, se pravi dol z te točke na Skaručno. Predtem imamo še en spomenik, kjer prižgemo svečko, potem pa se vračamo nazaj po drugi poti na grad. Tudi tam je vmes ena postojanka, pri spomeniku pri Črtu prižgemo svečko, potem pa gor na grad in zaključek. Torej, mogoče letos je kar veliko število, zakaj mogoče mislite, da je taka odzivnost? Prvič je to, ki je sonce bil zjutraj, ne? Drugič je pa taka lahka pot, malo spremembe, prazniki so in ljudje moramo venjeti najvrš. Ja, pa tlele moramo iti v Smlednik, ne se veste, to pa že tradicija zdaj. Pohodniki so se ponovno ustavili ob 3 obeležjih iz obdobja 2. svetovne vojne v Skaručni pri spomeniku, kjer sta leta 1944 umrla Ivan Polajnar in Jože Stare iz Hraš. Na poti nazaj proti Staremu gradu, še na mestu, kjer je padal eden izmed vodij smledniškega rajona, Franc Gortnar Črt. In tik pred končnim ciljem še na mestu, kjer je bilo zbirališče partizanskih skupin. Druženje se je zaključilo na Starem gradu. Mednarodni praznik dela 1. maj praznujejo skorajda vsi ljudje po svetu. Ena redkih izjem so Združene države Amerike, pa čeprav 1. maj danes pomeni simbol mednarodne solidarnosti vseh delavcev prav v spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja leta 1886 v Chicagu. Delavci so namreč takrat postavili zahtevo po 8-urnem delovniku, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih več ljudi, 5 delavcev pa je bilo obsojenih na smrt. Praznik dela praznujemo od leta 1890, ko je kongres Druge internacionale v Parizu namreč leto dni predtem priporočil ta dan za delavski praznik. S 1. majem je pri nas še vedno ohranjenih kar nekaj običajev. Tista najbolj običajna pred samim praznikom sta postavljanje prvomajskega mlaja in kurjenje kresov na predvečer praznika. Oboje smo letos zabeležili na osrednjem občinskem kresovanju v Goričanah.
Oba običaja, tako postavljanje mlaja kot tudi organizacijo osrednjega občinskega kresovanja, je v rokah turističnega društva Goričane Vaše, ki je na zadnjem volilnem občnem zboru dobilo novo vodstvo. Jakob Knific je predal predsedniško mesto v društvu in postal predsednik odbora za prireditve občine Medvode. Predal sem ga z velikim veseljem, ker vem, da podmladek dobro dela, je rad v naši družbi, seveda pač se nisem čisto povsem umaknil, ampak še zmeraj zelo veliko prisustujem k našemu društvu. Zdaj počasi take velike prireditve je velika organizacije, kar je potrebno predati naprej. Veliko je poznanstv, ki jih je potrebno skleniti z mlajšimi nasledniki, zato da lažje organizirajo te zadeve. Sicer jaz sem jih kar veliko že pridobil v teh 4 letih, zdaj pa mislim, da bomo naprej zelo dobro sodelovali še naprej. Ja, to je res, da sem stopil v velike čevlje. Bil sem že prej podpredsednik, pač zdaj pa smo malo zamenjali funkcije, tako da je mene doletela pač ta čast. No. Bom rekel, da sem lahko predsednik tega velikega društva, bom rekel, takih fantov, da skupaj stojimo en za drugega. Tako da, če ne bilo teh fantov, tudi mene ne bilo, tako da sem res ponosen, da sem lahko član, mislim, in predsednik tega društva. No. V imenu koliko članov govorite sedaj v tem trenutku? Govorimo o 100 članom, ampak bom rekel, vsi seveda pomorajo in bom tudi rekel, obe vasi, plus še Snica zraven, imamo nekaj članov iz Snice in celih Medvodce počas fante zbirajo. Zakaj omenja predvsem fante? Ja, ker je druga največja prireditev prav tako povezana predvsem s fantovsko tradicijo, Noč parkeljnov. Najbolj pa želim, da bi čim več mladih prišlo, da bi delali, da bi skupaj, pa da oni potem počas prevzamejo, da mi samo še v zadju potem pomagamo jim. Mlaj so fantje in možje tudi letos postavili že kakšen dan pred kresovanjem. Ja, v bistvu je še zmeraj tukaj v Goričanah en vaški praznik, da postavimo mlaj, seveda potem kasneje tudi kres, zato se v bistvu zbere tukaj ravno da ne cela vas, pa potem vsi skupaj poderamo mlaj, vsakič ga da en drug vaščan, ki ima to naravno danost, da ima gost. Potem se tukaj vaški fantje zberemo, mlaj olupimo, ženske naredijo venec, nanj ga se obes zastava in potem se ga postavi v za to namenjen prostor. Kres, ki je zagorel ob spremljavi Medvoške godbe, je bil tudi edini uradni kres v naši občini. Razlog? Koliko papirja je bilo potrebno za to, da tiste kres legalno gori? Ja, no, to je pa pač le naša država, ker je pač papirologija ogromna. Bom rekel, da se znamo toliko narediti, da nam letos saj ni bilo treba dol na zagovoriti, da so bili že saj toliko uvedevni, da so videli, da smo res naredili brez pike, mislim, brez napake in da sami so rekli, v redu, imejte ga, tako da res je ogromno pa dela. Ja. Ta naš kres potegne za seboj ogromno ene birokracije, ogromno ene organizacije in tukaj mislim, da se nas je sestavila kar dobra ekipa enih 8-9 fantov in deklet, ki v bistvu peljemo naprej tole društvo. Seveda tukaj ne smemo pozabiti na ostale člane, ki nam nesebično priskočijo na pomoč, pa tudi vse ostale vaščane, naše gasilce, pa ostale prostovoljce, ki nam pomagajo danes na prireditvi in prej pri pripravi samega dogodka. In že sicer se je prvomajsko kresovanje za naše sogovornike običajno pričelo prav na kresovanju Goričana. Bil je že običaj, pa 15 let ni bilo tega običaja, smo rekli spet mladi fantje, smo rekli, da mora biti to tukaj, no. Ker zraven imamo res lep ambient od grada, bom rekel, čez cele Medvode se vidi in smo rekli, to mora biti tukaj pač. Ja, moje praznovanje 1. maja se je začelo ravno tukaj. Kot otrok smo z družino hodili sem, kjer smo se z ostalimi otroci igrali in nek vaški utrip, ki povezuje celotno vas in ji daje neko srčnost. To dokazujejo tudi ljudje, ki nam zelo radi pridejo pomagati na vse dogodke. Mene to izredno veseli. Meni se zdi, da je to en tak običaj, ki ga niti slučajno ne smemo pozabiti. Mislim, da je zelo lepo, no, da če nič drugega, da se vsaj celotna vas zbere ob kresu, pa da se potem majhen pogovorijo, pa majhen pozabavajo. Ali običajno prvomajsko praznovanje začnete takole na kresu? Ja, zdaj pa kar nekaj let, že tukaj malo pomagamo na kresu, tako da so priprave tudi prej. Tako da ja, se kar takole, malo delovno, malo pa ne. Kaj za vas pomeni praznik dela, kako ga praznujete sicer potem?
Praznik dela je kar treba praznovati, kot mi dva ponavadi vse praznike praznujeva. Tudi zato prazniki so. Je pa res, da se tudi malo razmisli o tem prazniku, kaj v bistvu ta praznik sploh pomeni. V otroštvu smo krasovali v Škofji Loki. Za 1. maja si je oče, ki ni imel svoje harmonike, si jo izposodil in je zjutraj že ob 5. uri odšel na grad in na gradu zaigral in šel čez Škofjo Loko, mislim, da je bil še pred godbo. Tako da 1. maj in nageljček sta moja zvesta spremljevalca. Ali običajno prvomajsko praznovanje začnete takole na Kresu? Na Kresu v Goričanah, poleg gradu, ki je zaprt, žal, med prijatelji ob dobri domači glasbi. Za glasbeni uvod v tokratno druženje je poskrbel tako po letih članov, kot tudi po času delovanja mladi ansambel Žana Kajzerja. Ja, smo ansambel Žana Kajzerja in sicer v kvintetovski zasedbi z 2 vokalama. Če na kratko povzamem, v bistvu za tiste, ki se malo manj spoznajo na te glasbene izraze, bi lahko rekel, smo v bistvu kukar stari javseniki, ne, bi lahko rekli. Ista zasedba, se pravi klarinet, trobenta, harmonika, kitara, bas in pa 2 vokala. Odličen harmonikar, še kar nekaj časa, najstnik Žan Kajzer iz Gornjih Penič, je bil doslej sicer aktivni udeleženec na različnih občinskih prireditvah. Za njegov ansambel slabo leto dni šteje, pa je bilo to prva priložnost predstaviti se domači javnosti. Ja, repertoar smo sestavili posebno za to priložnost. Določene skladbe so bile tudi recimo namenjene, bila je recimo gasilska polka namenjena gasilcem, ki pridno postavljajo tale kres in pomagajo pri organizaciji. Tako da ja, smo v bistvu pripravili poseben program za danes. Pričakuješ, da boš večkrat delal na 1. maja? Ja, jaz mislim, da zdaj, če nam bo ratal z ansamblom, pa če bomo dobri, da se kar zna zgoditi. Ja. Kako sicer praznujete mladi 1. maj? Kakšna je običajni protokol praznovanja 1. maja sedaj? Da jaz pa moji prijatelji gremo ponovadi za 1. maj 100% na kakšno veselico, ker seveda najprej je bila zima in se ni nič dogajalo, tako da kresovanje je v bistvu prvi tak dogodek, ki v bistvu otvori vse, sezona veselic, bi lahko rekel. Ne. Kakšna vrednota je zate delo? Delo bi rekel, da je kar taka pomembna vrednota, ki bi jo mogli bolj spoštovati in ne vzeti toliko za samoumevno. In kakšen je naš zgodovinski spomin, če pogledamo iz perspektive mladih? Prababice in pradedki se 1. maja spominjajo predvsem po prepovedanih delavskih zborovanjih in rdečem nageljnu v gumnicah. Dedki in babice se ga spominjajo predvsem po vesteh o novih zmagah delavskega razreda in parolah delu, čast in oblast. Mame in očetje so obentili nad tajkuni, ki so recesijo s pridom izkoriščali za odpuščanje delavcev in nižanje njihovih pravic. Vsi aktivni danes, predvsem prekarci, pa se sprašujejo, kaj je že to 8-urni delavnik in ostale delavske pravice. Prav slednjemu so sindikati letos namenili večjo pozornost. In katera delavska pravica je po mnenju naših sogovornikov, delavcev, upokojencev, pa tudi delodajalcev najbolj kršena danes? Ja, prav ta, da jih imajo od pravzaprav 24 ur na razpolago. Večina ljudi je zdaj v takem stanju, kar je žal zelo nepravilno. Včasih smo rekli delo, čast in oblast. Kaj pa danes pravimo? Danes je vsak, ki ima delo, ima privilegij, ne? Oblast je pa v zraku. Vsi so rekli delo, čast in oblast, kaj bi rekli danes? Danes bi pa sam rekel, da večinoma je samo še kapitalizem nas, bom rekel, in samo še deli. Toliko časa, dokler delaš, si vreden, ker pa ne moreš več delati, nisi pa vreden nič. Nažalost. Kakšen boj delavcev bi danes pričakovali? Za pošteno plačilo. Zaslužijo si. Glede na to, da sem pač penzionista, ne, zadeve spremljam, mislim, da je še vedno kršena pravica do dela oziroma ocenjevanja dela tudi skozi plačilo, recimo. Ne. In upokojenci, recimo, da niste ravno plačani od svojega minulega dela. Penzija je daleč od tega najbrž. Seveda, glede na to, da
tej količini penzije pravijo, da je pod pragom revščine, se je sploh nesmiselno pogovarjati. Ne? Mogoče so kršene najbolj vrednote delavca, da je v bistvu delavec glavni člen, ki pripomore k uspešnosti podjetja. Moje mnenje je, da podjetje stoji na dobrem, kvalitetnem kadru, ki so med seboj dobrimi odnosi in edino to se mi zdi, da je recept za uspešno poslovanje. Katera pravica delavcev je mogoče v tem trenutku po vašem mnenju najbolj kršena? Kršena? Ja, kršena je pravica do dela, ampak do dela oziroma tudi do tega, da je premalo plačan. Predvsem pa so penzije zelo nizke. Jaz nisem v penziji, ampak vendarle niso vredne človeka, ki je delal 40 let. Ali običajno na praznik delate ali ste prosti? No, jaz ponavadi sem prost. Drugi dan pa že delam. Ponavadi, ne, ali pa prejšnji dan. Danes sem prost. Ampak to je tudi moja odločitev. Po mojem mnenju najbolj kršeno je to, da nimaš nobene pravice. Danes si, jutri te ni več. V službi, kakorkoli. Pač pravice delavcev je vedno manj. Danes je samo še denar, kapitalizem. In nažalost, zato pa hvala, da smo vsaj takole prostovoljci, da še nekaj znamo skupaj stopati in da znamo nekaj narediti, en dogodek. Del tradicionalnega praznovanja praznika 1. maja so tudi prvomajske budnice. Pri nas za ohranjanje te tradicije že vrsto let skrbi godba Medvode, ki se je tudi letos že navsezgodaj zjutraj odpravila po krajih naše občine in z glasbo oznanjala 1. maj. Naša kamera jih je ujela najprej v centru starejših Medvode, nato na Smleškem Starem gradu in ne nazadnje še na Katarini, kjer obiskovalci gostilne Dobnikar na ta dan tradicionalno poleg golaža prejmejo še rdeč nagelj. Prebivalci centra starejših v Medvodah so eni izmed tistih, ki vsako leto najbolj nestrpno pričakujejo prihod godbe Medvode v njihov dom in s tem povezano prvomajsko budnico. Ob zvokih godbe na pihala se povrne tudi marsikateri spomin na vsakoletna prvomajska doživetja. Kaj lepšega, da moramo vsi misliti. Res ne. In lepo, da skozi držijo tradicijo. Ja, to je že tradicija. Ste veseli njihovega obiska? Ja, seveda. Malo poživi. Povejte mi, s čim povezujete recimo vi 1. maj, praznovanje 1. maja? Kako se ga spominjate recimo, kako ste ga nekoč praznovali? Ja, smo šli kam na izlet ali pa kaj takega. Tle smo pa li vezani. Ja, mi smo praznovali, jaz ne vem o kom vsem. Meni je bilo vse všeč. Kar lepo je bilo, smo kam šli, v hribe, se tam pozabavali po svoje. Ste se udeleževali recimo kakšnih kresovanj? Ja, v Škofji Loki, na Kranjceljnu. Godba Medvode sicer svoj delovni 1. maj prične navsezgodaj zjutraj, ko se še pred 6. uro zberejo pred svojim godbenim domom v Medvodah, točno ob 6. uri zaigrajo prvo koračnico, nato pa naložijo svoje instrumente na avtobus, ki jih odpelje po krajih širom naše občine. Kot običajno nadaljujemo po Svetju, potem mesto, center Medvod, pri Bencaku, potem gremo v Vaše, Presko, bili smo tudi v Dragi, nazaj grede smo se ustavili v Sori, pa na Senici ali Snici in zdaj smo tukaj. Potem gremo pa še v Pirniče, Trnovec in končamo na Katarini. Postanki si torej sledijo eden za drugim, vse tja do 13. ure. Naslednja postaja, kjer smo jih ulovili z našo kamero, pričakalo pa jih je tudi lepo število poslušalcev, je bil torej Stari grad Smlednik. Prvomajska budnica je res ena zelo tradicionalna godbeniška storitev, da tako rečem. Zdaj, koliko točno je naši, upravljajo mogoče kar 90 let, ko bomo letos toliko praznovali. Zdaj, jaz sem pa pri tej godbi 10 let, tako da vsako leto sigurno.
Po vaseh godbenike vse posod sprejemajo in pogostijo s pijačo, ponekod tudi s kakšnim prigrizkom, predvsem pa z nasmeškom na obrazu in zadovoljstvom, da so se ustavili tudi v njihovem kraju. Letos se je na pot s svojimi instrumenti odpravila 25-članska zasedba. Tam, kjer je kak sprejem, kjer nas ljudje pričakajo, nam ponudijo nekaj za podzob, nekaj za popit, čaj, kavo. Že na vse zgodaj zjutraj to res prav pride. Tukaj v Smledniku na gradu, zdaj že drugo leto pač nas tudi dobesedno nahranijo, no? Mislim, zelo prijazno, in enako na Katarini, kjer zaključimo s kosilom. Tako da mislim, da je sprejem zelo topel in prijeten. Z veseljem se odzovemo vabilom. Poleg tradicionalnih nastopov, ki so vezani na vsakoletne praznike, pa letos zgodbo Medvode čaka še en tradicionalni podvig, vezan na praznovanje 90-letnice nastanka godbe. Po 20 letih je prišel namreč na vrsto 4. vzpon na Triglav z instrumenti. Kar je ena posebnost medvoške godbe, je bila prva godba na Triglavu, in sicer leta 1959 prvič, in potem so čez 20 let se odpravili še enkrat, tako da mi bomo šli 4. In sicer bo to zadnji vikend v avgustu, oziroma predvidevamo, da bomo na vrhu Slovenije igrali 1. septembra. In to v kar veliki zasedbi, kakor zaenkrat kaže. 1. maj je nekoč pripadal priljubljenima kmečkima svetnikoma Filipu in Jakobu, s katerima je povezano veliko pregovorov in šeg, ki se nanašajo na vreme in kmečka opravila. V stiskah sta kmetom prinašala blagoslov in srečo. Najbolj razširjeno pa je bilo navadno postavljanje prvomajskega mlaja, ki je imel navadno na vrhu zastavo, pod smrekovino pa pritrjene vence, spletene iz cvetja in zelenja. Sicer pa je 1. maj ali praznik delavskega naroda edini posvetni praznik z več kot 100-letno tradicijo, ki mu družbene in politične spremembe niso prišle do živega, če tudi kdo praznuje na ta dan Jožefa Delavca. Nenazadnje je tudi cerkev dala kot vzor in za zgled človeka, ki si je z delom služil kruh in vzdrževal svojo družino. Ja, 1. maj bo verjetno večni praznik. Zdaj delavci se zmeraj borijo za svoje pravice, druga stran pa za svoje. Jaz mislim, da je tudi danes še veliko odprtih problemov, če gledamo zdaj tiste z mehko nižjo izobrazbo, prekarce pa tako naprej. To je danes veliko ljudi, ki ne zaslužijo niti minimalne plače in tega nam jaz nikoli razumel. Država jim da razliko, da dobijo tiste 700 evrov. Sam mene zanima, kako bo, takrat bojo šli ti ljudje v penzijo, a bojo po 250 dobila, po 200, ne vem. Se pravi, da praznik moramo obhajati, pa tudi spomniti se tistih, ki nič nimajo. Ja, meni isto ta praznik še veliko pomeni, kljub temu, da so že kar nekaj časa upokojenci, ampak praznik dela je še vedno praznik dela. Menite torej, da nikakor ne izgublja na pomenu, na vrednosti? Ja, malo izgubljam na pomenu, ker novodobni, bom rekel, podjetniki to izkoriščajo, delavce delajo več, kot smo se včasih borili za to, tako da to bo treba tle še mečko narediti. V minulih obdobjih so se delavci krepko borili za svoje pravice. Danes mislim, da je to bistveno težje in mislim, da se premalo poudarka daje na temu, da bi delavci si izborili večje pravice, če bi si izborili tudi več znanja. Mislim, da je danes največja moč v znanju. Je še zmeraj praznik, malo drugačnem pomenu kot včasih. Ja, v kakšnem smislu? Recimo, včasih je bil predvsem, se poudarjal ta boj za delavske pravice. Je mogoče ta pomen, čutite, da je zvodenel ali mogoče danes še bolj kot kadarkoli pridobijo na veljavi? Odvisno, no, kako ga gledaš, z kakšnega zornega kota, tako bom rekla. Zame nima več tega pomena kot praznik za delavske pravice, ne. Bolj prost dan, tako bom rekla. Sicer pa, kako praznujete ponavadi 1. maj? Ja, 1. maj tle gremo zbrne na Stargrad, ali pa včasih smo šli na Jošta, v te hribe, malo vnučke sabo vzamemo, pa se malo poveselimo. Tako da lepo praznujemo, saj 1. maj pa še da drugega tudi malo. Torej, 1. maj praznujem tako, da čakam na vodila. Obiščete mogoče tudi kakšno kresovanje? Ja, to pa. Bolj zaradi druženja, pa da se malo podružimo, kakšno rečemo. Tako, drugače pa pač zaradi tega, ne pa kot zaradi praznika dela, delavskih pravic in tako.
rečemo, da je to zdaj malo drugače kot včasih. Jaz to tako jemljem. Kot že rečeno, pa se je v zadnji postojanki godba Medvode ustavila še v vasi Topol na Katarini, kamor se je na sončno sredo odpravila velika množica naših občanov, ki so si za praznični dan zaželeli obiska Pohograjskih gričev in pravega domačega golaža v gostišču Dobnikar. Ob živi glasbi je prav vsak obiskovalec prejel tudi rdeč nagelj, simbol delavskega gibanja in praznika 1. maja. Začelo se je, da so dobili sam obiskovalci gostilne in potem je bilo malo zavisti in smo rekli, zakaj ne bi to se povezali z društvom in da vsak mimoidoči, vsak obiskovalec, ki pride na Katarino ta dan na pohod ali kukarkoli ali pa če se pelje mimo, da mu podarimo nagelj, rdeč nagelj. Zdaj imamo v narodnih nošah par ljudi tukaj in malo vsak. Zdaj za popestritev smo pa povabili še rokodelce, malo, da bomo probali take rokodelske spretnosti, tam tudi cirarji pridejo. Drugač pa včasih smo balinali, sam ne vem, ni bilo dosti interesa, letos smo rekli malo spremembe. Mi pa več ali manj tako kot klasično vsako leto, nageljček, golaž, plus malo muzike je, tako da je več ali manj malo dodatka je, drugač pa klasično tako kot vsako leto. Vreme vam služi, koliko golažev ste že podelili? No, koliko golažev smo podelili, to niti nisem štel, ampak ja, vreme nam pa služi, no, tako da je saj danes in jutri, ki je bil 1. maj, 2. maj, da je lepo, tako da smo kar veseli. Praznično dogajanje pa so predstavniki turističnega društva Katarina popestrili tudi s tekmovanjem v ogibanju teže pršuta, ki je med obiskovalci poželo precej zanimanja. To je zdaj že 3. leto zaporedoma in je kar veliko zanimanje za to. In je tudi zelo zabavno, zato ker ljudje mislijo, da vejo, koliko neka stvar tehta, ne. Rečejo, se ukvarjamo se ukvarjamo s stvarmi, ki vemo, koliko že tako od oka tehtajo. In po izkušnjah vidimo, da se zmotijo tudi za 10 kg. Medtem ko večina državljanov na ta dan praznuje dela prost dan, pa je 1. maj za delavce v gostinstvu skoraj obvezno delovno obarvan. No, večina nas gostinskih delavcev danes dela, ne. Tako sem rekel, ne, mi to drugače sprejemamo. Mi si znamo tudi ob drugi priliki vzeti prosto, tako da za nas ni teh praznikov, seveda, da so malo drugačni, ampak v glavnem delovni. 1. maj, praznik dela, kaj recimo pa vam pomeni, ga gojite samo kot običaj, kot navado ali ima za vas kakšen globlji poseben pomen? Zadnje čase mislim, da ima to zmeraj globlji in zmeraj večji pomen. Pravo delo se res premalo ceni, pošteno delo sploh in moja želja, pač verjetno tudi drugih ljudi je, da bi bilo pošteno delo, pošteno plačano in da bi lahko vsak dobil delo. Pri nas, da ne bi mladi ljudje, izobraženi ljudje odhajali, se zaposlovali v poklicih, za katere se niso izobrazili, za katere niso študirali, niti niso želeli mogoče v tistem delati. Tako da to je res moja želja za naprej, da je res pravo delo, pošteno delo, dobro delo in da je lahko vsak tudi za to dobro plačan, no, pošteno. Od 26. aprila dalje je v galeriji pod Kozolcem v Žlebeh na ogled razstava fotografij alpinista, gorskega vodnika in fotografa Marka Prezlja iz Kamnika, dobitnika kar 4 zlatih cepinov, najvišjega priznanja za alpinistične dosežke na svetu. Vodja projekta Lado Vidmar pravi, da je izbor fotografij odraz avtorjevega dela in karakterja. Avtor sam pa je zapisal, da je fotografija njegova strast in izziv. Ko sem naštudiral in izživel tehnično perfektnost, sem se usmeril v vsebino. To je že 6. razstava fotografij v galeriji pod Kozolcem pod okriljem turističnega društva Žlebe Marjeta. Prva je bila Pogled iz letala Matevža Lenarčiča, na drugi so bile razstavljene stare fotografije,
Tretja je bila razstava fotografij dnevnih metuljev v Sloveniji, četrta fotografija voda v naši občini fotosekcije društva Fofite, predhodnica tokratne pa je bila razstava ljubiteljskega fotografa in fotoreporterja Petra Košenine z naslovom Polhograjci so dom. Od 26. aprila dalje pa je v galeriji pod Kozolcem na ogled razstava fotografij alpinista, alpinističnega inštruktorja, gorskega reševalca, zadnje čase pa predvsem gorskega vodnika in fotografa Marka Prezlja iz Kamnika. Da bi slednji razstavljal svoje fotografije tudi v žlebeh, je bila želja vodje projekta Lada Vidmarja že pred poldrugim letom. In je rekel z veseljem, ja, upam, da bo to kvalitetne reprodukcije, ker je človek, ki zahteva neko kvaliteto oziroma nek standard, ki se mu zdi potreben. No in potem sva se slišala, jaz sem mu pa rekel, da sam izbere po lastni presoji, kako predstaviti sebe kot alpinista, kot avtorja fotografij, njegov pogled na gore in s tem tudi odraz njegovega karakterja. Na uradnem odprtju razstave fotografij Marka Prezlja zaradi neodložljivih obveznosti sicer ni bilo. Njegov karakter pa je zbranim na tokratnem odprtju poskušal približati vodja projekta sam, saj mu je kot pisoči alpinist dokaj blizu. Že sam pristop do gora, način razumevanja in tudi način življenja. Se mi zdi, da ljudje, ki so aktivni, ki imajo energijo, ki imajo voljo, to pridobijo skozi neko izkušnjo. In mislim, da jo je Marko Prezelj skozi vse te vzpone, skozi vse borbe, ne izziva nikdar življenja, ampak vedno izziva življenje. Ne kot življenje, da ga bo končal zaradi tega, ker bo pretiraval, ampak vedno ocenjuje na podlagi svojega razmišljanja oziroma na podlagi tega, kam ima nameniti, a je sposoben. In če ugotovi, da je sposoben, potem dokonča. Na 14 panojih velikega formata je nanizanih 17 motivov, začenši s severno Triglavsko steno in zaključkom v Kamniških Alpah. Vmes pa so motivi iz različnih odprav. Bi bil mogoče vaš izbor njegovih fotografij drugačen? Sigurno, ker vsak čuti sliko drugače, nekdo gleda bolj, ne vem, kičasto, nekdo gleda samo kompozicijo. Mislim, da je pa tle res stvar avtorja, da tiste slike, ki so vsebinske, ki so njegove, ki njega predstavljajo. In moj izbor definitivno bil drugačen. Tudi če bi kdo moje slike izbiral, bi izbral druge kot jaz. Od leta 1982 je Prezelj nanizal preko 2000 alpinističnih tur v Dolomitih, Alpah, Karakorumu, Himalaji, Patagoniji, El Capitanu, Skalnem gorovju, Aljaski in drugod. Je dobitnik 4 zlatih cepinov, najvišjega priznanja za alpinistične dosežke na svetu. Prvega je sicer zavrnil, češ da gre za preveč komercialno zadevo. Mnogim so znane predvsem njegove fotografije, ki so že vrsto let na koledarjih podjetja Brinox, s katerim ga vežejo tako prijateljske kot poslovne vezi. Predvsem pa želja po perfekciji. Prezelj že sicer pravi, da je fotografija njegova strast in izziv. In če ga citiramo, ko sem naštudiral in izživel tehnično perfektnost, sem se usmeril v vsebino. Tukaj je recimo 17 različnih motivov, pa bom vprašala, pri katerem ste se najdlje zadržali? Mislim, da pri prvem Triglavu, pa potem pri teh dveh otrokih, ki me spominjajo na vas Gat v Garhwal Himalaji, ki smo šli na Tresul, ko so imeli ravno praznik žetve in so kravjake lepili na vrata in odzatikali plavico in 3 klase ječmena in te otroci, ki s temi nedolžnimi pogledi, s to radovednostjo, ko vidijo neke tujce, ki si sploh ne predstavljajo, kako živijo, kje živijo, ki poznajo samo svoje življenje, svojo krilo od svoje mame, da vidijo čist drug svet, ki pride na 2 nogah v njihovo vas, in to so ti pogledi, ki te vedno presenetijo. Tudi Vidmar sam je v svojem dolgoletnem alpinističnem obdobju v fotoaparatu jel veliko motivov. Vsak si želi, ko bo nehal plezati, da bo mogoče, če bo doživel tista leta, ko spomini oživijo in ko od spominov živiš, da bojo takrat prav prišla. In se mi zdi, da ni lepšega, ko enkrat prideš v tisto zrelost, ko je modrost že toliko daleč, da še fotografije malo pomagajo v podoživljanju mladosti, pa
hlažjemu spoznanju, da vsaka pot ima svoj konec. Tej razstavi bo sledila jeseni še razstava Štirne in vodnjaki po naši občini v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje, ki je pred kratkim zaključil fotonatečaj na to temo. In če bo šlo vse po sreči, se bo galerija, ki se je izpod kozolcev v Žlebeh pred leti že preselila tudi pred knjižnico Medvode in ob Zbiljsko jezero, ob koncu leta preselila še na eno lokacijo. Ambicija je, želja je in tudi na nek način upam, da bo sredstvo dovolj, da se bo tudi na Katarini, na parkirišču, ki se bo urejalo, tudi tam ta galerija odprla. In potem smo res pokrili občino na najbolj turističnih mestih oziroma na najbolj frekventnih mestih, tam, kjer lahko pokažemo te podobe, ki jih na ogled tukaj postavljamo. Tako da bi bilo zelo fajn in srčno upam, da bo uspelo. Po odprtju razstave fotografij pa je par 100 metrov dalje od cerkvi Svete Marjete, prav tako v Žlebeh, prav tako pod okriljem turističnega društva Žlebe Marjeta, potekal še koncert Klape Galus, v katerem prepeva tudi naš občan, Žiga Kršinar s Topola oziroma s Katarine. Spomladanski koncerti v cerkvi Svete Marjete so stalnica v programu turističnega društva Žlebe Marjeta. V bistvu je res, mi smo si že tole našo mežnarijo vzeli takrat za sedež našega turističnega društva, bi se reklo vsaj takrat, kadar se družimo skupaj. Cerkev nam pa v bistvu pomeni prostor, kjer je lahko namenjen tudi še za kakšno drugo, kakor samo za cerkvene namene. In jaz mislim, da nam to uspeva skozi vsa ta leta, ker v bistvu te koncerte pripravljamo. Letos smo se odločili, da bomo šli nazaj v cerkev, ki je zelo akustična, predvsem zaradi tega, ker nam vreme vedno ne služi in je bolj, že smo v takem prostoru, kjer se da lepo in z užitkom poslušati koncert. Cerkev Svete Marjete je bila zgrajena leta 1526 iz razvalin starega Jeterbenškega gradu, ki je bil porušen v potresu leta 1511. Cerkev, zidana v poznogotskem stilu, je pod spomeniškim varstvom in odličen ambient za tovrstno kulturno udejstvovanje. Člani turističnega društva Žlebe nas bodo sem povabili tudi ob tradicionalnem pohodu po poteh roparskih vitezov. Kot pravi predsednica društva Vanja Lučniškar, pa se poleg tradicionalnih projektov radi lotijo tudi kakšnega novega. Vedno poskušamo nekaj novega. Že zaradi tega, da nam je zanimivo, ko ustvarjamo en nov projekt, ko se v bistvu pripravljamo, nas bolj povleče vse skupaj. Je pa res, da tradicionalnih, ki so uspešni, ne bomo opustili. Bomo se pa usmerili tudi v projekt Marješka pehta, kako naj rečem. V bistvu smo se lotili enega projekta, ki bi pravzaprav ponazarjal našo zeleno naravo, vse, kaj in kako lahko nabiramo v čistem okolju zeli, ki jih lahko pripravljamo za naše čaje in za naše druge potrebe. Lahko rečem, da v bistvu Marješka pehta je bila pač ustanovljena ali pa je bila narejena predvsem kot lik, samo zaradi tega, da prikažemo, v kakšni naravi lepi živimo, čisti in neokrnjeni. Če bo šlo danes pevcem kaj narobe in jih bo malo požgačkalo v grlu, ima Marješka pehta kakšen recept za njih? Sred koncerta ne. Pa zato, da bodo pripravljeni za drugega? Za naslednjega bomo pa potem na koncu poskrbeli, to pa sigurno. Za Klapo Galus to še zdaleč ni bil prvi nastop v cerkvi. Med drugim so že imeli koncert tudi v cerkvi Svetega Jakoba na Brezovici. Je pa bil najbrž to za cerkev Svete Marjete v Žlebeh prvič, da so se po njej razlegali tako radoživi toni harmonije in besedila. Veliko zadovoljstvo prav vseh. Nam so cerkve zelo blizu. Zato, ker veliko pojemo tudi na civilnih pa cerkvenih porokah in pač prilagodiš sam repertoar, da jih ni kakšnih, igramo več ali manj take, ki v cerkve tudi sodijo. Tako da nam je pa všeč, ker je zelo akustična. Smo bili že noter in mislim, da se nam obeta res dober koncert. Kako ta klapski melos, ta poseben melos Mediterana, morja, sodi samo v hribe? Jaz bom tako rekel, Slovenci pa Dalmatinci smo si zelo podobni. Čeprav smo mogoče mečkam bolj pridni kot oni. Ampak samo štiriglasno moško petje, pa ta melos nam je vsem zelo blizu. Vemo, da
za vse tiste, kar se zdaj sicer dogaja z dalmatinsko glasbo, ki gre bolj v pop vode, je nekaj drugega. Ampak če poslušamo tiste stare dalmatinske pesmi, res stare, me pa zelo spominjajo na slovenske narodne. Tako da bi rekel, da imamo to Slovenci v sebi. Tako pravijo in tako jih je predstavila tudi vodja projekta pri turističnem društvu Žlebe Marjeta Zdenka Brgant, da so se nekega večera leta 2013 zbrali željo po prepevanju in igranju dalmatinske glasbe. Že po nekaj skupnih tonih jim je pesem lepo zazvenila in rodilo se je prijateljstvo do glasbe in med njimi. Klapo Galus danes sestavlja 6 fantov. Predhodno so si glasbene izkušnje nabirali v najrazličnejših zasedbah, od narodno-zabavnih ansamblov, pevskih zborov pa do rock bandov. Temu primerno je oblikovan tudi program dalmatinske, slovenske narodne in popevke, priredbe narodno-zabavnih viž in tudi lastne skladbe. Vsi inštrumenti, ki jih uporabljajo na nastopih, so akustični, saj sledijo cilju, da lahko prav s temi inštrumenti zaigrajo čisto vse zvrsti glasbe in tudi kjerkoli. Poleg mandolin za ritem in solo vložke skrbita 2 kitari in bas kitara. Slednja v rokah Žige Kršinarja. Ste kdaj razmišljali, da bi kitaro mogoče zamenjali za harmoniko? Ja, zadnjo skladbo, ko smo jo posneli v duetu z Eldo Viler, smo tudi klavirsko harmoniko na Šurjevo igra, smo jo to dodali noter, tako da res ne vem, kaj nas še čaka. Nazadnje smo kombinirali tudi električno kitaro v ta melos, tako da mečkaj eksperimentiramo in delamo tisto, kar je nam všeč. Danes boste zapeli tisto, kar vam je všeč in kar sodi sem, in kaj bo to približno mogoče. Je kakšna rdeča nit tega današnjega koncerta? Ja, Zdenka me je klicala pred koncertom pa rekla, Žiga, daj mi povej, kaj boste igrali, da dam v program, ampak mi zelo redko vemo, razen na porokah, kjer se vnaprej dogovorimo seveda, kaj bomo igrali. Mi znamo tiste pesmi na pamet, pridemo na koncert in potem dorečemo tiste prve 3, da se jih ne gledamo, a potem pa glede na sam občutek, kaj ljudem paše, mogoče imajo kakšni raje bolj kakšno več slovensko, kakšni več dalmatinsko, kakšno angleško. Bomo videli, v kateri smeri se bo danes ta večer odvijal in temu bomo tudi prilagodili repertoar. Mimogrede, Žiga Kršinar je tudi novi predsednik Medvoškega občinskega odbora Slovenske ljudske stranke. Še športni skok na nogometne zelenice. Članska in mladinska ekipa NK Jezero Medvode sta tokrat počivali. V 16. krogu Gorenjske nogometne lige pa so preteklo soboto kadeti Škofja Loka Medvode v gosteh remizirali Savo Kranj z rezultatom 1:1. Preživite lep preostanek prazničnega tedna. Mi bomo z vami ponovno prihodnji četrtek. Nasvidenje!